današnji tiskovni konferenci. V Slovenski demokratski stranki smo se odločili, da v proceduro zakonodajno v Državnem zboru vložimo spremembe in dopolnitev zakona o Banki Slovenije. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da zakon o Banki Slovenije nujno potrebuje dopolnitve in spremembe. Namen tega zakona je predvsem, da bi z spremembami in dopolnitvi omenjenega zakona dosegli, da bi Banka Slovenija lahko delovala učinkovitejše, transparentnejše in predvsem, da bi bila bolj dostopna tudi do Državnega zbora. Ključne spremembe in dopolnitve, ki jih predlagamo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, so, da bo Računsko sodišče lahko revidiralo poslovanje Banke Slovenije. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da nekako za institucijo, kot je Banka Slovenije, ne bi smelo veljati, da je nekako država v državi. Danes vemo, da so te zadeve, kdo revidira, kdo izvaja nadzor nad Banko Slovenije, zelo nedorečene. Zato predlagamo, da se v zakon vnese posebna določba, kjer bi bilo jasno napisano, da je Računsko sodišče enkrat na leto mora opraviti revizijo smotrnosti in pravilnosti poslovanja Banke Slovenije. Na drugi strani v zakonu predvidevamo spremembo glede poročanja Banke Slovenije Državnemu zboru. Po novem naj bi Banka Slovenije dvakrat letno poročala Državnemu zboru o svojem poslovanju oziroma o poslovanju bančnega sistema v Sloveniji. Povedati je potrebno, da vemo, kakšne so bile dosedanje izkušnje, in sicer slovenski davkoplačevalci so že drugič sanirali bančni sistem, nazadnje decembra leta 2013 v višini več kot 5 milijard evrov. Ocenjujemo, da je nujno potrebno, da Banka Slovenije dvakrat letno poroča Državnemu zboru. Dodana je pa tudi klavzula, da v primeru, da bi katera izmed bank potrebovala državno pomoč, da ravno tako pred dodelitvijo te državne pomoči Banka Slovenije o tem obširneje poroča Državnemu zboru. Predlagamo tudi, da je poročilo Državnemu zboru širše, kot je letno poročilo, ki ga objavi Banka Slovenije enkrat letno širši javnosti. Tudi v Ustavi Republike Slovenije piše, da Državni zbor izvaja nadzor nad delovanjem Banke Slovenije, in v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bi poročilo Državnemu zboru moralo vsebovati tudi zaupne informacije. Naslednja sprememba, ki jo predlagamo, je svet Banke Slovenije. Za Slovensko demokratsko stranko je nesprejemljivo, da sta dejansko organa guvernerjev in viceguvernerjev in sveta Banke Slovenije dejansko eno in isto. Danes vemo, da svet Banke Slovenije sestavljajo viceguvernerji in 4 viceguvernerji. To dejansko pomeni, zjutraj guverner sprejme en sklep, popoldne se pa ta isti organ sestane in te sklepe sprejme. Prepričani smo, da bi svet Banke Slovenije moral biti sestavljen iz strokovnjakov, ki niso zaposleni v okviru Banke Slovenije. Izjema je, da je član sveta lahko tudi guverner, glede boljše operativnosti. Guverner pa ne more predsedovati svetu Banke Slovenije. Prepričani smo, da je ta določba nujna, da se bo s tem izboljšala učinkovitost poslovanja Banke Slovenije, izboljšal se bo nadzor in nenazadnje izboljšala se bo tudi transparentnost samega poslovanja z to določbo. Nenazadnje je potrebno povedati, da glede na število prebivalcev je Centralna banka slovenska, ima največ število zaposlenih, predvsem pa smo prepričani, da glede na to, da je Evropska centralna banka prevzela nadzor in vse odločitve v zvezi z denarnim tokom, da je to število zaposlenih v Banki Slovenije glede na tudi vse naloge, ki jih ima
in pa glede na delovanje preveliko. Spremembo smo v zakon dali tudi glede sistema plač. Prepričani smo, da glede na to, da tudi dva regulatorja, ki opravljata nadzor nad zavarovalnicami, to je Agencija za zavarovalni nadzor AZN in pa Agencija za trg vrednostnih papirjev, spadata pod sistem javnih uslužbencev, predlagamo, da viceguverner in pa guverner Banke Slovenije grejo pod zakon o plačah javnih uslužbencev. Sorazmerna plača pa ne bi bila, predlagamo, v sorazmerju glede na predsednika Ustavnega sodišča in pa na sodnike, člane Ustavnega sodišča. To pomeni viceguverner nekako v razmerju predsednika Ustavnega sodišča, viceguvernerji pa kot sodniki Ustavnega sodišča. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bi ta sprememba in pa dopolnitev bila nujna, predvsem bi pa s to spremembo in pa dopolnitvijo zagotovili učinkovitejše, gospodarnejše in pa transparentnejše poslovanje Banke Slovenije. Nenazadnje tudi pri svetu Banke Slovenije lahko pridemo do takšne določbe v trenutnem zakonu, da nezdružljivost funkcije določajo in pa presojajo sami sebe. Tukaj predlagamo spremembo, in sicer, da bi tudi Komisija za preprečevanje korupcije ugotavljala nezdružljivost funkcije pri članih Banke Slovenije.